Lep pozdrav na tiskovni konferenci. Danes vam bomo predstavili dve uspešno zaključene operacije, ki so jih zaključili kriminalisti in policisti Policijske uprave Novo mesto. In sicer kriminalisti sektorja kriminalistične policije Novo mesto smo že v jeseni leta 2018 zaznali, da na obmejnem območju Posavja deluje kriminalna združba, ki se ukvarja z prevozi ilegalnih pribežnikov preko državne meje med Republiko Slovenijo oziroma med Republiko Hrvaško in Republiko Slovenijo. Kriminalna združba je delovala na način, da je v pretlažniku osebnih vozil preko mejnega prehoda tihotapila ilegalne pribežnike. Tako je bilo na mejnih prehodih strani slovenskih policistov prijetih več voznikov, in sicer slovenskih državljanov, ki so na opisan način v svojih vozilih prevažali ilegalne pribežnike. Prav tako so hrvaški varnostni organi na mejnih prehodih izvedli več aretacij, tako slovenskih kot hrvaških državljanov, ki so prav tako na opisan način hoteli v Slovenijo pretihotapiti ilegalne pribežnike. Z intenzivnim zbiranjem obvestil ter na podlagi analiz zbranih podatkov smo kriminalisti identificirali več članov kriminalne združbe. Kriminalna združba je bila pri svojem delu izredno previdna in je z raznimi predhodnicami in spremstvi opazovala okolico in opozarjala prevoznike na prisotnost policije na terenu. Ocenjujemo, da je kriminalna združba v daljšem časovnem obdobju izvršila najmanj 30 kaznivih dejanj. Skupno je bilo ovadenih 11 osumljencev, nekateri so bili ovadeni tudi že na območju Republike Hrvaške. Osumljenci so v starosti od 25 do 30 let in večina prebiva na območju Posavja. 25.9. je bilo opravljenih 7 hišnih preiskav, kjer so bili najdeni in zaseženi predmeti pomembni za dokazovanje kaznivih dejanj. Tako so bili najdeni zaseženi mobilni telefoni, SIM kartice, zasežene so bile manjše količine prepovedane droge, prav tako je bilo zaseženo orožje. Organizator kriminalne združbe je že dlje časa v priporu, in sicer zaradi storitve nasilnih kaznivih dejanj ter kaznivih dejanj povezanih z orožjem. Organizator kriminalne združbe je bil že v preteklosti, in sicer v letu 2016, obravnavan za istovrstna kazniva dejanja na območju Republike Hrvaške. Prav tako so bili ostali člani združbe že obravnavani za različna premoženjska kazniva dejanja, nasilna kazniva dejanja s prepovedanimi drogami, nekateri so bili tudi že obsojeni. Cena za prevoz ilegalnega pribežnika preko mejnega prehoda je znašala od 300 do 400 evrov. Policija vsakodnevno vlaga velike napore za preprečevanje in preiskovanje kaznivih dejanj prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države, in sicer predvsem v cilju prijemanja oziroma aretacije sprovajalcev. Tako je bilo v letošnjem letu na našem območju prijetih in obravnavanih 86 sprovajalcev, ki so poskušali pretihotapiti preko 530 ilegalnih migrantov. Samo če za intermezzo povem, v zadnjem vikendu je bilo aretiranih 7 sprovajalcev. V letu 2018 je bilo takih sprovajalcev aretiranih 52, ki so poskušali pretihotapiti preko 290 ilegalnih migrantov. Kazenski zakonik za opisano kaznivo dejanje predpisuje kazen zapora do 5 let plus denarna kazen. Vkolikor je kaznivo dejanje storjeno v hudodelski združbi in vkolikor je ogroženo življenje oseb, je pa zaporna kazen do 8 let in seveda tudi denarna kazen. Zdaj, kaj mislimo ogrožene osebe? Ilegalne migrante praviloma prevažajo v kombijih v večjem številu, tudi do 40. To so kombiji brez sedežev in tako naprej, tako da je dejansko med vožnjo ogroženo njihovo življenje. Zalotili smo tudi že pijane voznike, ki so prevažali ilegalne migrante. Recimo v terenskem vozilu je nekdo prevažal kar 15 oseb, kar pomeni, da dejansko s tako vožnjo ogroža življenje, zato tudi kazenski zakonik predpisuje hujšo zaporno kazen. Zdaj, če je kakšno vprašanje na temo ilegalnih migracij, lahko povem. Drugače bomo šli naprej. Mogoče skupno število prijetih Oseb, ki so ilegalno prišle državno mejo. V letošnjem letu je ta številka, in sicer do 13.10. 3817 tujcev. na področju
na področju Policijske uprave Novo mesto. V lanskem letu je bila ta številka v celem letu 3484. Res pa je, da je večina oziroma 60% prijetih tujcev zapade na območju policijske postaje Črnomelj. Drugače je pa nekje razpršeno, tako rekoč po celotni zeleni meji Policijske uprave Novo mesto. Kaj največ prevažajo kombi, te so tudi uporabljena vozila, kombi ali na kak način? Glejte, gre za vozila, ki so praviloma najeta na rentakarjih v tujini. Gre za starejša vozila, ki so dejansko uporabljajo samo za prevoz, tudi nizkega cenovnega razreda. Praviloma se pa vozila najemajo v tujini na rentakar podjetjih, pa tudi na območju Republike Slovenije. Za daljše časovno obdobje, od enega tedna do enega meseca. V priporu je samo domnevni vodja te združbe? V priporu je trenutno domnevni vodja te združbe. Eden izmed članov združbe bi tudi priveden na zaslišanje, vendar preiskovalni sodnik zoper njega ni odredil pripora. Je ta vodja državljan Slovenije? Državljan Slovenije, z bivanjem na območju Posavja. Še kakšen znanec? Ja, v preteklosti, tako kot sem že povedal, je bil obravnavan za različna kazniva dejanja, premoženjska, nasilna kazniva dejanja in tudi zaradi kaznivega dejanja nasilništva in tudi kaznivega dejanja, ki je povezano z orožjem, se trenutno nahaja v priporu od konca meseca junija. Ne zaradi 308. člena? Zaenkrat je zaradi nasilništva. To bo pač v nadaljevanju. Še kakšno vprašanje, če gremo na naslednjo temo? Se v Posavju povečuje teh ilegalnih prehodov zdaj ali še vedno Bela krajina? Tako kot sem rekel, procentualno je 60% vezano na Belo krajino oziroma konkretno na policijsko postajo Črnomelj. Ostali 40% nekje pa zapade potem na ostalo območje, seveda tudi tle Posavje ni izjema. Kar prosim, gremo. 12.10. nekje okrog polnoči je na mejni prehod, na mednarodni železniški mejni prehod Dobova pripeljal izredni potniški vlak, ki vozi na relaciji Turčija-Avstrija. Pri mejni kontroli potniškega vagona, ki ga uporablja spremljevalno osebje, je bila najdena potovalna torba, v kateri so policisti zaznali predmete kvadratne oblike, ki so bili oviti v prozorno folijo. Zaradi suma, da se v tej potovalki nahaja prepovedana droga, so postopek prevzeli kriminalisti sektorja kriminalistične policije. Opravljen je bil ogled kraja kaznivega dejanja. Pri ogledu je bilo ugotovljeno, da se v potovalni torbi nahaja 26 paketov prepovedane droge heroin v skupno bruto teži nekaj več kot 13 kg. Prav tako je bila zraven še ena vrečka z prepovedano drogo konoplja v bruto teži malo več kot pol kilograma. Ugotovljeno je bilo, da je potovalna torba last 35-letnega državljana Republike Srbije, ki je sicer zaposlen v gospodarski družbi vlakovnega prevoznika Optima Express. Zoper osumljenega je bilo odrejeno policijsko pridržanje. Včeraj je bil s kazensko ovadbo priveden na okrožno sodišče Krško, kjer je preiskovalni sodnik zoper njega odredil pripor. Glede na ugotovitve, način tihotapstva in zaseženo količino sklepamo, da je osumljeni član dobro organizirane kriminalne združbe, ki se ukvarja z tihotapstvom heroina na območje Zahodne Evrope. V teku so trenutno preverke pri tujih varnostnih organih v cilju identifikacije še ostalih članov kriminalne združbe. Kazenski zakonik za opisano kaznivo dejanje predpisuje kazen zapora od 5 do 15 let. Ocenjujemo, da vrednost zaseženega heroina na trgu znaša preko 1 350 000 evrov. Treba je povedati, da gre za heroin izredno visoke čistosti, z zelo malo primesi, kar pomeni, da se bi nekje po nestrokovni oceni lahko ta volumen povečal za 4-krat. Cena heroina oziroma kilograma heroina na območju Republike Slovenije je seveda odvisna od kvalitete in znaša nekje od 22 do 25 tisoč evrov po kilogramu, medtem ko gram v ulični prodaji se prodaja nekje od 30 do 50 evrov po gramu. Kakšno vprašanje na to temo? Zdaj še dodam tu v
preiskav proti kakšni skupini na območju pa Novo mesto, pa če so bili pri tej preiskavi uporabljeni kakšne posebne preiskave? Pri konkretni preiskavi, katero sem izpostavil, so bili uporabljeni prikriti preiskovalni ukrepi. Prikriti preiskovalni ukrepi, katere nam omogoča Zakon o kazenskem postopku. Še kakšna preiskava v teku zaradi podobne zadeve? Še kakšna združba, ki jo čutite na našem območju? Zaznavate? Gre za taktično vprašanje, na katerega ne bi odgovoril. Hvala lepa.